bet lako startali. A tu, kjer je nekaj treći krug napravili tako? A, tako ne. A kako pa se vidi tam je?
sam obisk pa potrjuje, da je odločitev lani, ko smo izvedli prvo dirko, bila pravilna, da smo tudi letos to naredili. Sem pa prepričan, da je vsem tistim, jaz jih ne bom imenoval po imenih. Pitnikom priznan, pa skromna darila smo pripravili in pa seveda srečen povratek. Hvala. Slišali ste besede župana občine Središče ob Dravi, gospoda Jurija Borka. Res vsem od občine, predvsem gospodu županu, da smo to speljali, seveda našim nastopajočim, ki so nam nudili res eno pravo doživetje. Sem pa prepričan, da smo posejali pravo eno pozitivno dobro seme enega druženja, tehnike in vsega ostalega promocije. Naslednjo leto upam, da bomo še zadevo boljše speljali, bolj organizirali, tako da vidimo se naslednjo leto. Jaz bom dal tu še nekaj besed generalnemu sekretarju Slovenske veteranske avtomoto zveze, bolj pa bi šli na podelitev, bom rekel, enih takih simboličnih priznanj vsem udeležencem in tudi dvem damam, ki so sedele na dirkalnih motorjih. Hvala. Lahko samo ugotovim, da smo danes za to prireditvijo dodali en kamenček v zgodovino slovenske tehnične dediščine in na to sem ponosen in k temu ste prispevali vi, ki ste tukaj danes vozili motorje in vsi vi obiskovalci, ki ste se potrudili in prišli na obisk v ta prelepi kraj Središče ob Dravi. Hvala županu, hvala vsem, ki ste pomagali to zadevo prirediti. Vidimo se spet naslednje leto. Hvala lepa. Takole, slišali ste besede nagovora sekretarja Zveze starodobnikov Slovenije Petra Petja Groma. Zdaj pa je čas, da sežemo v roke vsem tistim, ki so danes v središču dirkali in si to priznanje zaslužili. Priznanje bo podeljeval direktor dirke in podpredsednik Zveze starodobnikov Slovenije Franc Škrjanec. Pa gremo k tem simboličnim priznanjem. Gremo, mislim, da imamo prvo rumeno skupino, je tako, ne? To je štartna številka 2, Roman Posavec. Bravo za Romana. Priznanje vročimo edino pod pogojem, da se vidimo drugo leto. V redu. Naslednji je Mike Posovec, številka 15. Ta pa se hitro to slavi zelo blizu. Potem imamo Darka Škibina. Darko Škibin. Ga ni. Dobro, v redu. Pol pa imamo naslednjega Vlatko Varonink, tako, štartna številka 35. Bravo, bravo. Naslednji je Darko Križman, številka 37. Bravo, Darko, do naslednjega leta, tako. Marko Gabrielčič, številka 43, bravo Mark. Otto Filipič, številka 53. Tomas Hochheder. Tomas. Ja. Hallo, Sie kommen aus. Großes Dankeschön an die ganze Organisation. Bei uns ist es nicht so schön. Okay. Verjetno ste ga slišali, verjetno ste ga razumeli. En veliki bravo za našega Tomesa. Bis nächstes Jahr. Ok, super. Prosim.
Denis Velič, mislim, da je to Hrvatska, je tako? Baš mi je drago, naši prijatelji iz susjedne Hrvatske. Denis, do sljedeće godine? Naravno, znači dobro je bilo. Naslednji je Bert Haider, aus Deutschland, aus Bayern, Entschuldigung, okay, gratulieren. Bis nächstes Jahr? Okay, sicher bis nächstes Jahr. Janis Rataj. Številka 34, štartna številka, Janis Rataj je kje tu. Bravo za Janisa, bravo. William Bittens, štartna številka pa je 106, bravo, bravo, William. Andrej Pristov, on je eden tudi od krivcev, da se te stvari dogajajo tu, Andrej, bravo, hvala. Zdaj boste dali en velik aplauz za gasilce in za vse sodnike v progi. Bravo, Damjan, bravo, gasilci. Hvala, pridemo drugo leto, obvezno. Hvala, Andrej, še skromno darilce, malo spomina. Andrej! Dejan Breznik, Deki, kje si? Deki 33, številka, Deki, bravo. Igor Bošković, gdje je Igor Bošković? Pozdrav za Igora, bravo. Igor, može nekoliko riječi ovako ono? Lijepi pozdrav svima, vidim da ste došli odlično u velikom broju. Mi smo došli iz Hrvatske, nas 4-5 ovamo, drugi puta smo. Imamo utisak da ste zreli za pravu trku. Bravo! Baš tako, ok. Hvala Igoro. Janis Petergrom, Jani. Številka 67, ranije porihtal verjetno tudi svoj motocikl. Špila. Crkno mu je. Pripela se iz Vranskega, pa mu je crkno tu. Bo drugo leto boljše. Zloblane, pardon. Čestita. Hvala. Emil Korpal, številka 111. Bravo. Čestita. Naslednje leto. Super. Boštjan Košnik, 142, 142, bravo Boštjan, vidim da imaš čudo navijalce tu. Samo malo, Boštjan, Škofić, Anoška. Škofić, pardon, se pravčujem, ko že slavo vidim. To je ona dama, ki je furala prikoličarja. Predka je damo priznanje, jaz bi prosil, da nekaj pove v imenu moških, ker moški so bolj tako bili tiho, pa da čujemo njeno mnenje, prosim. Prvo vse pozdravlja, nekako zahvalila organizatorju, ker je res tole perfektno zrihtal. Jaz mislim, da bo tole se nekako obdržal, ker take stvari ne manjkajo po nas, naši ljubi Sloveniji, tako da vse čestitke organizatorju in vsem sotekmovalcem. Hvala. Vison Maksimilijan. Številke na željo štartne nimamo. Vem, da je prikoličar, čestitke. Naslednje leto, ja? Super, bravo. Vison Marko. To pa je en gospod, ki rad dirka s prikoličarjem, rad se tudi potepa, sem slišal, po Rusiji, po Sibiriji, tako da imamo dosta sorodnega. Marko, en veliki bravo, pa drugo leto spet, ne? Čestitam. Hvala vsem!
Zdaj pa še imamo enega Milana Špendala, to je na one ne bolj počasnejše motociklu, kaj smo imeli, on plavi, ki mu je 3-krat crkno, pa nikam ne šel, ne je tako bilo. Milan se vozi 20 km/h, več mu ni vleklo, ampak pravi, da bo zadevo oporito za naslednje leto. Zahvalil bi se res organizatorja, svaka vam čast, vsak let je bolj, upam, da je v drug let spet, pa z veseljem bomo prišli, hvala lepa. Bravo, Milan, izvoli še eno priznanje. Gašper Janeš Ket, ne? Ki si se blizu spravil, živijo. Bravo, še tukaj. To pa je ona dama, ki je bila na najpočasnejšem motociklu. Ona se lahko pela 300 na uro, je pa en veliki problem nekaj povedati. In zdaj bomo jo spravili malo pred dilema. Martina, daj povej eno besedo. Eno, vsaj eno, izvoliš. Ja, mene več čas sprašujejo, če me ni nič strah se voziti tako na vrholici in se mi v bistvu res ni. Me je pa tega ful strah, tako da bom kratka. Hvala. Super ste, ful se počutimo dobrodošli tudi. Zdaj pa se zaslužila, ker... Tako, absolutno. To vas zanima, saj tam so me sprašvali, kjer je bolj sovoznik. Bom zdaj pokazal. Bravo, veliki bravo. Veliki bravo za njih, Martina. To še tvoje. Franci Vizjan. Andrej, to tudi njega treba skrbeti. Bravo za Francija, bravo. Janez Marold. Bravo, čestitam. Drugo leto bom prebelil boljši legendare glas od te Honde, ki zdaj pela. Številka 94, zapomnite si. Bravo. Naslednji še je Drago Rečnik. Bravo. Naš bližnji sosed. V imenu kluba, kakor tudi v svojem imenu, se iskreno zahvaljujem organizatorju za takšno lepo prireditev. Idemo še. Hvala. Bravo za Luko. Bravo, Luka. In bi v spomin pokojnemu Tomažu Moravcu dali eno priznanje, kam bo šlo, v kjer roke, Dejan je tu. Jaz mislim, da si ga Dejan tudi zasluži, da ga prevzame. Lepo je bilo in mislim, da smo tudi dobro obeležili spomin tragično preminulega Tomaža. Če še imaš ti kaj za dodati, prosim, povej, da ne bom kaj sestavil. Ja, jaz lahko samo povem, da se za ta čudovit sprejem, v bistvu pa to vožnjo v počastitev Tomaža Moravca zahvaljuje tudi njegova družina, ki je pač bila prisotna in hvala vsem. Mislim, da je to spreznanje, zdaj pa še prosim Andreja za nekaj besed. Andrej, izvoliš. Še ena neuradna informacija. Neuradno smo merili čase in neuradno jih boste izvedeli čez eno leto. Prej pa ne. Samo to, da veste. Čez eno leto zveste čase, imamo pa jih. Hvala, ker ste prišli. Takole, zdaj, ko so priznanja podeljena, iskren aplauz vsem tekmovalcem in seveda še bolj pogumnim tekmovalkam, to si zaslužijo. Čeprav veliko raje dirkajo oziroma nagibajo prikolico, kot pa govorijo. Nasvidenje na Slovenija Classic 2015 v središču. She's a super girl.